Tenis je olimpijska panoga že od leta 1924. Slovenijo bo v tej disciplini v Samsunu zastopal naš najboljši gluhi teniški igralec Marino Kegl. Trenutno je na 9. mestu na svetovni lestvici gluhih in med 50-terico na lestvici slišečih igralcev v Sloveniji. Sicer pa igra v drugi avstrijski ligi. Pri rosnih 21 letih je zmagal že na 28 mednarodnih turnirjih gluhih. Na zadnjih olimpijskih igrah gluhih v Sofiji je osvojil 9. mesto. Med pripravami na letošnje olimpijske igre smo ga obiskali na treningu v Murski Soboti, kjer nas je pričakal z očetom Darkom Keglom, ki je tudi Marinov trener. Priprave potekajo po planu. Treniram 2-krat na dan. Zjutraj v klubu Železničarski teniški klub Maribor, kjer sem član. Popoldne pa s trenerjem doma v Murski Soboti ali pa v Avstriji. V zgodnjem pripravljalnem obdobju sem kot tretji trening delal še kondicijo. Priprave se začnejo po koncu sezone, nič nimam počitka. Čez vikende pa igram ligo slišečih, v Avstriji pa tudi teniškemu klubu Murska Sobota pomagam v ligi. Forma se stopnjuje, v Samsunu bom igral najboljše, kar zmorem. Nasprotnike dobro poznam, vsi neto trenirajo, večina je bila na pripravah v dobrih krajih ali v državnih olimpijskih centrih. Jaz treniram doma, verjetno so vsi dobro pripravljeni, olimpijske igre niso vsak mesec. Priprave na olimpijske igre so ena posebna kategorija, kot recimo vsa velika tekmovanja, ne. Olimpijske igre so vsaka 4 leta, tukaj pridejo pripravljeni vsi maksimalno. Tukaj vemo, da ni popravnega izpita, torej izgubiš, greš domov, olimpijske igre so zate končane. Tako da vemo, kaj to pomeni, kakšen je pritisk, pričakovanja. Ne razmišljam o sebi, mi je popolnoma vseeno, prvi mora premagati vse. Upam, da bo dobro poskrbljeno za varnost, drugo me ne skrbi. Darko Kegl je trener že vso Marinovo kariero. Z očetom, ki je hkrati trener, nimata težav. Med njima je posebna vez in odlično sodelujeta. Pri pripravi na olimpijske igre pa Marinu pomagajo še drugi strokovnjaki. V Železničarskem teniškem klubu v Mariboru sodelujemo skozi konverzacijo z Iztokom Božicom in Matom Sušcem. Drugače pa, tudi žena je del tega, ker tudi nutricista rabimo, ne? In to imamo kar doma, se pravi vse te strokovnjake, ki bi jih moral drago plačati, se moram naštudirati sam. Tenis je način življenja naše družine. Vse je podrejeno tenisu. Drugače pa tu je predvsem ne toliko tehnično, kot igra psiha veliko vlogo, ne. Mora biti odlično psihično pripravljen tekmovalec. Kljub temu, da je Marino gluh, znakovnega jezika pri treningih ne uporabljata, a ima to ne povzroča težav. Nekaj kretava, ostalo pa čitava iz ustnic, mu narišem, mu napišem, mu nazorno pokažem, tako da se postavim za njega in potem greva skupaj gibe, da on začuti gib. Ne? In potem, ko on to začuti, potem te stvari piliva in producirava.